Pozdravljeni vsi skupaj in sicer jaz sem Barbara, za tiste, ki me še ne poznate, zaposlena kot socialna delavka tukaj v zavodu. Predstavljala bi vam pa tako čisto na kratko načela osebnega načrtovanja in pa sam jezik. Mogoče bi najprej rekla nekaj o poreklu same metode osebnega načrtovanja in sicer, da se je začela v svetu pojavljati sredi 80-ih let 20. stoletja, predvsem zaradi usklajevanja različnih storitev skupnosti in pa po koordinaciji služb, ki so delovale. Poznali so jo v bistvu to metodo pod različnimi izrazi in sicer kot vodenje primera. Tukaj je bila pomembna predvsem ocena potreb in pa zagotovitev učinkovitosti razpolaganja in pa porabe proračunskih sredstev. Nadalje smo poznali tudi kot načrtovanje in pa izvajanje oskrbe. Poudarek je bil predvsem na storitvah in pa oceni potreb, ki jih je sestavil strokovni delavec, ter tudi kot neodvisno posredništvo storitev. V Sloveniji pa so samo metodo začeli uporabljati 24. leta in sicer prvi jo predstavil Brandon, po njemu potekajo tudi naši osebni načrti trenutno v zavodi, po njegovih magnetih. Izhajala je na to, predtem jo je razvil O'Brien leta 86 in sicer kot v bistvu osebno načrtovanje prihodnosti. Pri nas pa so prvi načrti skrbi nastali leta 1995 in sicer za potrebe združenja Sklad Silva. Tukaj pri teh načrtih je šlo predvsem za ocenitev uporabnikovih potreb. Zapisi posebnega načrta oziroma načrta skrbi takratnega izhajajo z uporabnikove zgodbe, njegovega življenjskega sveta. Pomembni so bili 4 magneti, kakšen vpliv je imel stike, to je bila socialna mreža, spretnost in pa bolečina. Pomembna je bila tudi definicija ciljev in s tem se je krepil oziroma večal tudi vpliv samega uporabnika. Tako da prišla bi na načela načrtovanja in sicer poznamo 4. Vpliv uporabnika, krepitev njegove moči, ki je tudi izredno pomembno, pravico do napak, da popravi, in refleksivnost in reflektivnost. Načela načrtovanja so tako na eni strani pravica uporabnika, medtem ko na drugi tudi obveznost strokovnjaka. Vsebinsko pa se nanašajo predvsem na moč in pa potek življenja uporabnika. Koliko je uspešno, je pa potem odvisno od tega, koliko se je tekom tega okrepila sama moč uporabnika. Tako mogoče bi prešli na prvo in sicer sam vpliv uporabnika. Pomembno je, da ima uporabnik vpliv od začetka načrtovanja do potrditve načrta in tudi pri samem izvajanju načrta tudi. Imeti v bistvu mora nadzor nad tem, kaj se dogaja. Uporabnik nadalje odloča tako o samem poteku, kot pa tudi vsebini načrta. V bistvu odloča o tem, kje bo načrtovanje potekalo, kako bo načrtovanje potekalo, kakšen bo način, po katerem bo potekalo načrtovanje, da njemu tudi ustreza, kaj bo zapisano v načrtu. Odloča o tem tudi, kakšne cilje si bo postavil in tudi v bistvu, kako jih bo dosegel. Tako, uporabnik mora biti vključen v celoten potek načrtovanja in njen tudi sodelovati. Ima pravico biti zdraven, lahko pa si izbere, da pri posameznih delih ni, ampak je potem v nenehni komunikaciji z načrtovalcem. Pojavljajo pa se tudi pasti tukaj in sicer, ena izmed teh pasti je, da se načrt lahko izdeluje tudi brez uporabnika oziroma čeprav je uporabnik, nima vpliva na tega. Pomembno je, da ima vpliv, v bistvu, da ve, kaj se dogaja skozi celoten načrt. Ena izmed pasti je tudi načrtovalčevo vsiljevanje ciljev uporabnikov oziroma napačna ocena potreb.
uporabnik načrtovalcu ne sme ponujati ciljev, v bistvu uporabnik svoje potrebe sam izraža. Mogoče tle je primer recimo osebe z demenco, ne vem, spremljanje, zapisovanje načrta pri njih, ne vem, pomembna je neverbalna komunikacija, zgodbe, opazovanje stanovalcev. Tako naslednja je past potiskanja samega uporabnika v stigmatizirano vlogo in sicer uporabnika ne smemo obsojati, moramo mu dati možnost popravka njegovih napak. Ena izmed pasti je tudi nevarnost obrazca, v bistvu osebni načrt ni obrazec, po katerem bi podatke vpisovali v ta obrazec, ampak se zgodba tekom pripovedovanja lahko spreminja, ne vem, preskakuje tudi med temami, ni nujno, da gredo po vrstnem redu. Tako past je tudi časovna stiska načrtovalcev in sicer pomembno je, da se uporabnik in pa sam načrtovalec dogovorita za kraj in pa čas, ki bosta ustrezala obema dvema. In pa tudi na vzkrižje interesov. To je pa predvsem, ko se načrtovalec pojavi v dvojni vlogi in sicer kot načrtovalec in pa koordinator načrta. Ne vem, tle si lahko potem se koordinator izogne posameznim nalogam oziroma ciljem, ki si jih je zastavil uporabnik. Naslednje načelo je krepitev moči uporabnika in sicer uporabnik lahko moč črpa, lahko jo izgublja in sicer na številnih registrih oziroma področjih. Uporabnikova moč je izraz njegove volje in je povezana z različnimi področji, tako formalnimi statusi oziroma drugimi statusi uporabnika, naprimer ali ima poslovno sposobnost ali je nima, ali je otrok, ali ima zaposlitev, kakšno izobrazbo ima, kakšne funkcije opravlja v družbi. Prav tako je povezana z njegovimi finančnimi sredstvi in sicer ali ima plačo, ali ima premoženje, ali ima prihranke z ugledom in pa spoštovanjem, kakšne spretnosti ima, dosežke je dosegel, zaupanjem in sicer ali drugemu zaupa svoje skrivnosti in naloge, pa tudi družbenimi vlogami, ki jih ima v širšem okolju in nenazadnje tudi z njegovim ozadjem, zvezami, poznanstvi, v bistvu, kdo so njegovi znanci ali jih zlahka pridobi, kaj mu je všeč pri drugih ljudeh. Eno izmed načel je tudi pravica do napak in sicer večji del življenja, ki ga živimo, temelji na poskusih in pa napakah, v bistvu tisto, kar je danes, lahko jutri ne drži in imamo pravico, da to tudi popravimo, da to uporabniku tudi pustimo, da popravi, tako, da ima možnost popravnega izpita. Napake so kreativni del življenja in sicer je proces načrtovanja in ustvarjanje sanj, ne pa kaj je prav, kaj je dovoljeno, kaj je možno. In zadnje načelo še refleksivnost in reflektivnost. In sicer refleksivnost je značilnost, ki omogoča, da si premislimo, da dovolimo napake, da razglabljamo v samem načrtu, da premišljujemo. In sam načrt je tudi reflektivna metoda in sicer na eni strani se izraža ta življenjski svet samega uporabnika, na drugi pa njegova usmerjenost. Tako, v bistvu te štiri načela sem vam na kratko predstavila, zdaj bi šla pa še na jezik zapisovanja. In sicer mogoče bi vam podala dva primera, recimo prvi primer bolj uradniškega jezika, medtem ko pa drugi primer bolj prijetnega v bistvu jezika, tudi bolj razumljivega jezika, ki več tudi pove. Uradniško strokovnjaški slog in sicer ta slog skuša biti brezoseben, okoren, uporablja tudi abstrakcije, ne pove naravnost in
pa konkretno. Tako da bom povedala značilnosti tega jezika, da uporablja pasiv oziroma trdne glagolske oblike, s tem se izogne razkritju subjekta oziroma subjekta dejanja. Naprimer, če dam primer stavka, da je bila vzpostavljena mreža pomoči, drugače bi v bistvu zvenelo, če bi rekli, sprva sva sodelavko v sodelovanju z uporabnikom sestavila mrežo pomoči, ne vem s kom, kdo, kaj, je v bistvu subjekt odkritno. Za ta strokovnjaški jezik je značilna tudi neosebna oblika in sicer uporaba besede se. Nato po jezik pretvarja tudi glagole v samostalnike. Naprimer, Sergej je povedal, da bo premislil vključitvi storitev osebne pomoči vodenja. V bistvu imamo vključitev kot samostalnik, medtem ko pa v drugem primeru bi pa zvenelo, recimo Sergej je povedal, da bo premislil, ali se bo vključil. Je glagol, ki več pove, medtem ko pa v prvem primeru izgine subjekt dejanja. Tako jezik uporablja tudi oziralni zaimek, kateri namesto ki naj bi zvenel bolj uradno in pa velikokrat tudi ni za sinonime. Tako imamo pa tudi tehnični besednjak, zanje pa značilno, predvsem da ustvari nenatančnosti. Naprimer, če vam dam primer, ne vem, potrebno je urediti posamezne naloge, naprimer ureditev osnovnega zdravstvenega zavarovanja, izpolnitev vloge za izredno denarno pomoč. Uporabniki teh izrazov ne poznamo, jih je potrebno razložiti in pa v bistvu povezati s ciljem oziroma potrebo, naprimer zdravstveno zavarovanje s potrebo po obisku do zdravnika. Tako za ta jezik je značilna tudi žargonizacija in sicer recimo naprimer pomoč na domu. Uporabniku sicer lahko razumljiv termin, ampak ne ve, kaj spada pod pomoč na domu, kakšne storitve ta pomoč na domu vsebuje. Nato potem imamo tudi abstrakcije in sicer naprimer dogovori s socialno mrežo, namesto tega bi lahko uporabili dogovori s stricem, sestrično, sosedo, prijatelji, da je bolj razumljivo in pa tudi dostopno. Uporablja pa tudi te plastične besede, naprimer prekinila se je komunikacija, v tem primeru ne vemo, ali je šlo za spor ali je šlo za odtujitev. Tako, značilnost je v bistvu, da same uporabnike stigmatizira in mogoče na koncu, da še zaključimo, kako pisati osebno načrtovanje. In sicer predvsem je pomembno, da pišemo jasno, preprosto, razumljivo in pa konkretno. Jezik mora krepiti samega uporabnika, njegovo moč in mora omogočati akcijo in pa spremembe. Medtem ko pa jezik z uporabo tega tehničnega in strokovnjaškega jezika pa v bistvu sam osebni načrt, besedilo pa siromašimo. Tako, hvala za pozornost. Ta pogovor ni intervju, ampak je pač pogovor, kjer je dober, če pač nekaj tudi, če je tudi vsaj minimalno, oboje stranski, se pravi, da tudi mi kaj povemo vse v tem smislu, da ne iščemo napak, ampak če ste opazili, noben od vas ni povedal, kdo je kaj zafrknil v preteklosti, kaj je polomil, kaj je narobe z njim in kaj vas muči, ampak ste vsi povedali, kaj radi počnete, iz kje ste in tako. In iz tega morajo tudi osebni načrti izhajati, da se spoznamo kot ljudje. Jaz bom mogoče še tukaj si drzno, upam, da ne preveč, ampak minimalno pristopiti eno mejo pa pokazati še, kaj drugače tudi lahko narediš. Če se nekdo odloči, da ne bi se s tabo pogovarjal in ti nekih osebnih stvari govoril, in bom predstavil vas Alenka in sicer, to je Alenka, je fizioterapeutka v domu na Krasu. Zelo rada se, z veliki pomen to, da se ukvarja s stanovalci in jih spodbuja pri tem, da čim hitreje napredujejo, ker se zdi, da to, da človekom zagotovi čim bolj samostojno življenje, zelo pomemben. In to je to, V glavnem, tudi to,
pa ni nekaj osebnega, je lahko nekaj, kar si predstavljam, da pa zdaj nisem neke meje prečkal in vaš oseben prostor, ne, pozival. Se pravi, tudi človek, ki pride sem, če ne želi razlagati, ne, lih to, če se pogovarjamo na ta običajen način, zelo poredko prečkamo, če ne želi govoriti o tem, imamo otroke, imamo družino, ok, cool, ne, mogoče bo pa rad povedal to, da šraufa traktorje, ne. Ali bo pa sam rad povedal, ne, kaj bi rad, ne, ker point osebnega načrta, to bomo zdaj ugotovili, ni toliko to, da pogledamo vse o tem, kaj se v človekovem življenju dogaja, ampak, ne, odgovor na vprašanje, ne, mi povemo človeku, da rab osebni načrt, da si on zaželi, kar je v koordinaciji v skupnosti že stvar in kaj si želimo, da tudi v zavodu postane, je, da je oseben načrt osnova, po kateri pač človek dobi neko podporo. Se pravi, eni ljudje ne jo bojo vsaj do neke mere ne zavračali, ker se jim zdi, da lahko ne sami zrihtajo zadeve, pa ne se izkaže, da jih ne morejo, tam bo malo več truda potrebnega, isto kot s prihodom v zavod. In eni bojo pršali, ker bojo videli, da rabijo neko pomoč, ne, in enako osebni načrt. In poanta osebnega načrta je, da noter oblikujemo neke storitve in neko oskrbo, ki jo človek rabi, ne. Tukaj je tudi, ne, se recimo potem, zakaj to narediti z osebnim načrtom, ne, recimo zdaj bojo, ne, imajo osebni načrt ljudje v zavodu, ne, kjer itak, ko pridejo, ne, tukaj toliko storitev naredijo, ne, kar je pomembna stvar, da recimo, če človek rabi pomoč pri temu, da se stušira, lahko mi sam rečemo pomoč pri temu, da se stušira in se pač tušira. Če pa mi to vstavimo v osebni načrt, pa lahko človek pove, a je pomemben, kjer ga spola oseba, ki ga tušira. A ima navado in se tušira samo zvečer in bi res prosil, da se to zrihta. A bi rad, da on neke stvari lahko sam naredi, se pravi, on se v bistvu lahko tukaj neki namil, pa si ne doseže hrbta, pa rab, da ga nekdo sam po hrbtu. Ali je, ne, itd. V glavnem lahko potem opiše, na kakšen način bi on to želel, da se zgodi in na ta način se to, ne, prilagodi, ne. Ali pa bo nekdo rekel, jaz se stuširam, ne, večinoma sam, pa pol, ne, to sem bil enkrat na enem timskem, je bilo tako, ja, ma je dobro, da bi vsem se vsake toliko z nami, ker ne naredi tega prav dobro, pa je dobro, da bi enkrat, ne, še z milom se orank na milo, pa se pol z njim pogajamo, ne, se pravi, tukaj je tudi ta, ne, ne, dej, bi se pa enkrat z nami, tako je, pa sej se sam pa pol najdemo neke skupne, pa spet zapišemo, kako in pod kakšnimi pogoji, ne. Take stvari tudi pol zmanjšajo šanse tega, da pač ljudje nočejo neke pomoči, ne. To, da ne, recimo, da na prejšnjem izobraževanju ne se pojavil ta tema, ne, kaj, kot v nekem drugem kontekstu sicer, ne, da se ljudje nočejo umivati, ne bo vedno pomagalo, ampak včasih pa to dejstvo, da pač ste to, kako se to zgodi tako, kot človek želi. Sonja? Jaz tukaj znam eno stvar, ko sem večkrat hodila. Imamo uporabnika, pa zelo spoštujem, da oni čim več sami naredijo in da se preveč ne vtikam, ker to pomeni, da manj dela, ne? Super, je. Ampak imamo uporabnika, kateri je samostojen pri oblačenju, slačenju, hranjenju, tako neodvisen od nazvosti, ne? Potem pa se je zgodilo, da smo opazili, da ima eno spremembo na roki. Pa nič ni točno ne povedati, da se mu kaj zgodilo, da kaj boli. Pa smo ga poklicali zdravnika, zlom, zapestja, pa smo potem čez 2 dni, ko smo ga kopali, ugotovili, pomoč pri kopanju pa rabi. Okay. Smo ugotovili, da ima tudi spremembe na nogi, ne? In potem tukaj kot izvajalec nekih storitev smo nam dobili očitek, kako skrbimo za uporabnike. Kaj pa se je zgodilo, da se je poškodoval? Kaj? To se je zgodilo. To je ne, kako se je poškodoval? To ne vemo, ne znamo nobenemu razložiti, še njegova sestra se vključila v to, ampak on enostavno nam ne zna povedati. Pravi, da je različne zgodbe, da je pri kamionu, kar je nemogoče, ker smo sedaj zaprti brez sredstva, ni šel ven, da nekje dol, nihče ni videl, tako, ne. Zdaj pa, tako, kje je ta meja? Da spoštujemo samostojnost, individualnost, vse in varnost za tega človeka. Ok, jaz bom tukaj vsem bolj na hitrco to šel čez. Potem bi jaz povedala nekaj. To boste končali z govorom. Ok, zmenjamo. V glavnem, to bomo vsem večkrat na hitro šli skozi zato, ker bomo ne v bistvu prav ravnanju streganj imeli namenjeno eno celotno, tako kot danes, izobraževanje, tako da če se še niste, dajte se napisati na seznam, pa bomo take stvari bolj predelali.
Zaenkrat pa vsi ljudje vsak dan tvegamo. S tem, ko se usedemo v avto, tvegamo, da nas bo zbil nekdo in da bomo umrli. Se pravi, ne? Vsak dan tvegamo, da bomo umrli, ne samo tako, da se bo nekaj tako zgodilo. Ne? Treba se odločiti, koliko bomo tvegali glede na to, ne, to se odločimo glede na dobiček, pa glede na šanso, da se nam kaj zgodi. Če je dobiček tega tveganja dosti velik in če je šansa, da gre nekaj narobe dosti majhna, potem gremo v to. Ne. Se pravi, verjamemo, da bomo, če bomo trezni se vozili okoli in hočemo priti od točke A do B, to je kar pomembna stvar, se bomo vozili z avtom. Isto velja pri vseh drugih stvareh in tudi pri stanovalcih. Ne, če vidimo, da se, ne, zdaj, ko se je to ne izkazalo kot neka stvar, ki se je zgodila, ne, bi bilo za ugotoviti, ne, kaj se je zgodilo. Če ne vemo, mogoče ne bolj spremljati zdaj, da se zraven hodi, ali kaj, da se ugotovi, kaj je bilo, ker zdaj to je neko realno tveganje. Zdaj preprečevati vseh tveganj za to, da pač ne, se nič ne zgodi, pomeni pa, da lahko ne, se vsi zapremo v svoje stanovanje in ne gremo več ven. Ne. Se pravi, naša naloga je, da ne kot zavod za stanovalce, da identificiramo, kje so tveganja in najdemo načine, da jih zmanjšamo na neko smiselno mero. Ne. Tudi recimo, vem, da je gospa, ki ima ne na glavi tole čelado varianta, ne, ker ima, čeprav vem, epileptične napade, ne, tudi tukaj smo šli v to, nismo šli v to, da bomo zdaj tega človeka za stol prevezali, pa naj tam bod, ko sigurno ne bo z glavo v tla udarila, ampak smo tveganje zmanjšali s tem, da smo ji dali čelado na glavo, kar pomeni, da zdaj, če pade, se ne poškoduje resno. Ne. In na isti način se dela pač povsod, kjer je neko tveganje, se najde načina, kako jo spraviti tveganje na neko razumno raven. Ne. In s tem smo mi potem tudi opravili svoj del odgovornosti. Ne. Naša naloga ni, da preprečimo vsa tveganja, ker spet pa lahko zapremo vsega v svojo sobo in to je to. Ne. Hvala, gremo zdaj vse dalje. Spoznavanje z uporabniki, nekaj sem že povedal. Se pravi, kar imam tukaj, kar je pomemben, se pravi OPB. Glavna stvar, ki se mi zdi pomembna, je ta del, ko se pogovarjamo o vseh teh stvarih, o vseh teh temah, ni namenjena sama sebi, ni namenjena temu, da mi kopljemo po življenju nekoga drugega. Temu se reče v socialnem raziskovanju življenjskega sveta in je namenjen predvsem temu, da vidimo, kako je človek živel, kako živi in kaj hoče. Vedno je tudi vprašanje pri vsaki stvari, tako je, kako pa bi rad, da bi bilo. In tudi to, da lahko identificiramo iz tega želje in cilje. Se pravi, v primeru, da nekdo razlaga ful zavzeto, kako je, ne vem, bom eno tako bizarno stvar izbral, kako je, ne vem, imel rad svojega kužka, ki je bil mejka, ali pa kako ful rad bere in pa ga vprašaš, kaj si želiš in teh stvari ne našteje med cilje, da tam vidimo v tekstu, in ga povprašamo, si imel kužka, a bi kaj živalmi mogoče se probo spet pokonektati, ali pa rad si bral, a ti zrihtamo, da bo šlo do knjižnice pršo, in pa človek reče ja ali pa ne. In hkrati, da vidimo kakšne neke te vere moči, oziroma vere pomoči potencialne ima na voljo. Če nekdo razlaga, se poseli v neke okolje in tam razlaga, kako ima tam te pa te dobre prijatelje, pa to teto, pa ne vem koga, lahko tudi potem vidimo, če cool, ima neko družbo, ali pa mogoče bo pa nekdo od teh tudi pripravljen kaj ga podpreti v njegovem življenju. In tudi kasneje se te povezave lahko tudi ustvarjajo. Tako da to. Hkrati pa mora biti to spoznavanje, se pravi pogovor načeloma za delo osebnega načrta ne bi bil, se reče nestandardiziran intervju, se pravi ne bi bil prosti pogovor. Mi potem šele, ko to stvar zapišemo, izberemo ta ali pa drug način, do zdaj so to Brandonovi magneti v tej hiši, mi bomo predlagali, zato ker je bolj praktično za preselitev, da ne gremo na indeks potreb, ampak nima veze, v glavnem, to, kar se mi pogovarjamo in potem strukturiramo naknadno, ker je dobro, da pogovor teče, ker če se tako pogovarjamo, potem pridejo ven stvari, ki so ljudem pomembne. Se pravi, če je prost pogovor, bomo zvedeli to, kar je človeku pomembno in če mi probamo striktno neke teme ven leč, bo prišel ven to, kar je nam pomembno, kar je kontra. Tako da ja. In poleg pogovora se da stvari izvedeti tako, da vprašamo druge ljudi, ki so pomembne osebi, svojce, prijatelje,
druge strokovnjake in tako naprej. V tem primeru recimo v zavodu vprašamo ljudi, ki ste veliko več časa z njimi kot mi, se pravi, jaz delam osebni načrt z nekom, je dober, ne slabo, če grem kaj vprašati, če kakšnega od zdravstvenih tehnikov, animatorjev, medicincev itd., teh, ki največ časa preživijo z človekom. Opazovanje in pa eksperiment. S tem, da opazovanje in eksperiment se bolj tiče ljudi, ki so manj se sposobni izražati, ne pa izključno. Tukaj ni nič, kar še ne bi povedal, tako da gremo dalje. Tukaj pri drugih udeležencih, kar je v bistvu pomembno, je to, da je še vedno treba paziti, to sem pa spustil na začetku, perspektivo moči, se pravi, osebni načrt se vedno piše tako, da pač poudarja vrline in to, v čem je dober posameznik. In na ta način se da zapisati tudi stvari, ki ti manjkajo. Se pravi, v osebnem načrtu, namesto da napišeš, da človek, namesto da se osredotočiš na napako, se osredotočiš na to, kje rab podporo. Se pravi, namesto da napišeš ne zna se tuširati, napišeš kakšno pomoč pri tuširanju rab. Namesto da napišeš zgubljeno tavo po zavodu, napišeš, ker verjetno se on ne počuti kot da zgubljeno tava, tako da se sprehaja po zavodu in to pomeni, da zdaj na eni točki ga rab nekdo nekaj usmeriti ali nekaj. Se pravi, in tudi poudarimo pa to, tako kot smo se mi spoznavali, na isti način tudi stanovalca, se pravi, kaj ve, kaj zna, v čem je dober. In tudi pri drugih udeležencih je treba to še bolj paziti, ker pogosto ljudje, ki potrebujejo neko dolgotrajno oskrbo, je to tudi zaradi tega, ker so z nek spor v okolju, v katerem so prišli. Tako. In vedno, kar povejo drugi, je dobro preveriti pri stanovalcu. Prav, če nekdo nekaj reče, oziroma večkrat tudi sploh ni slabo, oziroma je celo zelo dobro in zaželjeno, da so ljudje, ko se z drugimi pogovarjaš, da so zraven. Se pravi, se pogovarjaš o stanovalcu z njegovo mamo, je kul, če pač ni tam samo njegova mama, ampak tudi stanovalc, ker se pogovor drugače obrne. To smo povedali, kar je še, če ne more govoriti, je to glavni vir, nekaj sem še hotel povedati, pa me zmuznali z glavo, ampak nič hudega. Vem, kaj sem hotel povedati, da lahko tudi že vmes med načrtovanjem povežemo človeka z izvajalci oziroma preverimo, če so neke stvari izvedljive. S tem, da preverimo, če so neke stvari izvedljive, moramo paziti, tukaj ne smemo biti mi te, ki presojamo, kaj je izvedljivo, kaj ne. Kot smo že rekli, človek ima pravico se zmotiti. Človek lahko se gre, si zastav, v glavnem, da bo neki delov, kar mi ocenjujemo, da ne zmore, iz dveh razlogov. Ena je zato, ker se potem v ciljih itak po malih korakih zadevo razdela, in pač, Simona večkrat, je meni povedala zgodbo, recimo si nekdo želel biti predsednik ali nekaj, in so potem šli, da se bo včlanil v stranko in tako naprej, in na koncu je bil del neke politične stranke, je spoznaval ljudi, je pomagal pri neki organizaciji nekih dogodkov in tako, in ni predsednik, je pa to bilo zelo dobro zanj, da pač je šel v temu cilju nasproti, in pa predvsem izvedljivost ciljev preverjati, je pa mišljen v smislu, če se človek želi pa preseliti domov, je treba pa doma preveriti, ali njega hočejo tam, to mišljamo pri izvedljivosti, oziroma če hoče vzeti kredit, kaj prej razlagati, poklicati na banko, se skupaj s stanovalcem ugotoviti, kakšni so pogoji za to in pol, ali to, ali se pa pač spet premisliti. Opazovanje spet najbolj uporabno, če človek slabše komunicira ali pa če hočemo kakšno stvar preveriti. Tukaj je važno, da opazovanje ne pomeni, da mi za čoška gledamo nekoga, kaj počne, ampak bolj pomeni to, da pač smo skupaj z njim, ko se nekaj dogaja.
Se pravi, ne vem, če živi v zavodu, pomeni, da pač se gremo družiti z njim, gremo nekaj igrati, kar on dela, ali pa sam ne, gremo z njim po teh vsakdanjih opravilih, karkoli že počenja in sodelujemo zraven. Ne. In tukaj lahko tudi kakšne take stvari vidimo kot ne, recimo, da človek zna kuhati, lahko pomeni različne stvari, on bo rekel, da zna kuhati, pa bomo pa ugotovili, da v bistvu veliko stvari zanj ga naredijo zaposleni, ampak njemu to pomeni, da zna, ne, ker pač je zraven in počne in ne, še vedno zna več kot nič, ne. Ampak pol ugotoviš, da vseeno rad neko podporo in tako naprej, no. Vedno je spet treba preveriti to, kar se nam zdi, da smo videli z stanovalcem. Eksperiment je pa stvar, ki je zelo osredotočena na ljudi, ki ne znajo, ki ne zmorejo, ne znajo govoriti, kakorkoli. Gre pa predvsem za to, da pač probamo, ne. Se pravi, nekaj izvemo recimo od svojcev ali pa od ljudi, ki delajo z njimi in tako, pa pač probamo, ne. Nas zanima, ne vem, kaj rad je, pa pač pri različnih jedeh vidimo, ne, kjero bo ven plunil, pa kjero bo, ne, se malo nasmejal, ali pa ne vem, tole, ga damo, ne, mu pomagamo iti spat ob 3 različnih urah, pa vidimo, kjer je v glavnem, ne. Te stvari zahtevajo pa več enega vložka pa truda in je tudi vedno pomemben razmislek zdaj, kako se tega lotiti, koliko energije v to vložiti, na kakšen način, je pa važno, da vsem pa, da ne zanemarimo, no, ljudi, tudi če ne zmorejo se toliko izražati. Ok. In zdaj gremo pa še na eno temo, in sicer indeks potreb. To je pa, ne, do zdaj se je, zdaj trenutno so načrti osebni v zavodu pretežno po magnetih Brandonovih, ki so v redu, ne, za načrtovanje. Za preselitev se je pa v bistvu dosti dobro izkazalo, če gremo po indeksu potreb. To je pa v bistvu en sklopi potreb, ki so jih skupaj izbrali iz enega velikega števila enih raziskav in nekako smiselno združili. In da gremo v bistvu po teh temah uredimo načrte, zato ker načeloma pokrijemo praktično vsa področja človekovega življenja in na vseh področjih lahko vidimo, kje človek rabi neko podporo ali pa je ne rabi. Ok. Tole so, ne. Zdaj, zakaj je tukaj napisan in izven oklepaja in v oklepaju, ne, se pravi, izven oklepaja so načeloma napisani te sklopi potreb, ki so bili identificirani, ne, se pravi, kjer potrebe imamo ljudje, ne, to velja za vse, se pravi, v dolgotrajni oskrbi imajo ljudje enake potrebe kakor mi, samo da mi jih pretežno zadovoljujemo sami oziroma si sami organiziramo pomoč, ki jo rabimo za njihovo zadovoljevanje, ne. In v oklepaju so napisane te, ki se bolj pogosto uporabljajo v osebnem načrtovanju. Tako, ok. Pa bomo šli, ne bom tega toliko pustil, ker bo itak zdaj vsaka posebej, tako da pridejo na vrsto, ne rabim, nič hudega, če niste v koncu prebrali. Ok, se pravi, ne, življenjski dogodki je to, kar uporabljamo v osebnem načrtovanju. Tukaj nekako so potrebe vezane na institucionalizacijo in hospitalizacije, ampak nekako protistrup temu, ne, da se že od začetka govori o stvareh, ki nam manjkajo, je točno to, da govorimo o nasprotnem, da govorimo o svojem življenju, o tem, kaj se nam je zgodilo, kaj nam je pomembno in tako. To, kar piše, lahko malo zignorirate, ker ne bom razlagal, ker sem pustil gor odprej, pa bi bilo preveč zakompliciran, pa ni toliko pomemben. To pa je pomembno. Se pravi, kaj tle noter spade, so pa nekje te teme, kaj me veseli, žalosti, vznemirja, tudi nekaj o hospitalizaciji, kaj me obremenjuje, razbremenjuje, kako ravnam, ko sem premerjen, kaj bi rad doživel, česa se veselim, česa se bojim. Tukaj vidim zdaj, da sem malo, ker nisem vseh vprašanj napisal, sem je malo več negativnih, kot pozitivnih not znajdel, ampak tudi tukaj je pomemben, da govorimo tudi, ker ljudje sploh, ljudje, ki so v tem sistemu dolgotrajne oskrbe in sociale, so vajeni socialnih služb povedati žalostne zgodbe. Ne? Vsi imamo v svojem življenju žalostno in veselo zgodbo. Ne? Vsak zase jo tudi lahko sigurno pove, ne? Obe verzije. Ne? Lahko poveš, kako so te v osnovni šoli sošolci zajebavali, pa
kako nisi imel ful prijateljev, pa si pol v srednji malo cvetel, ampak se nikoli nisi počutil del družbe itd. Ne? Lahko pa poveš, da si bil odličen v osnovni šoli, pa da si pol v srednji šoli ful žural, pa da ne, v glavnem. Ne? In to je ista oseba. Ne? In tudi tukaj moramo, ne, je dobro, da smo pozorni in vsaj en del te perspektive obrnemo. Tudi čeprav je velikrat zelo težko, no. Meni večinoma ne uspe zares, no. Ker so ljudje toliko vajeni žalostne zgodbe pripovedovati, da ne znajo več vesele, no. Stanovanje, ne, to je nekako, kaj so te stvari, ki nam jih ponuja, ne, ki nam jih zagotavlja stanovanje, ne, oziroma kraj, kjer bivamo, lahko tudi hiša ali pa bunker, ne. Se pravi, je hkrati prostor, ki nas ščiti pred zunanjostjo in hkrati ta občutek doma in ta umeščenost v okolje. Kaj je tukaj pomembno je to, ne, kje bi človek, kje živi in kje bi rad živel, če ima lahko povabi prijatelje, sostanovalci, ne, so tudi tukaj vprašanje in tako. So take stvari, kdaj ostaja, ne? Mi si lahko, ne, na podlagi enih stvari sami izberemo, kdaj ostaja, za stanovalce v zavodu pogosto ne določimo, da to mora biti. Zdaj, drugo je, če pač je, ne, on zmenjen, da mora izdelati nekam, pa pač naj se tudi dogovorim se takrat, načeloma pa ne ostane, kadar želi, recimo, ali pa tukaj tudi prosti čas do neke mere pride, in pa upravki, ne, se pravi, plačevanje računov, položnic, prevoz in tako, ne. Tukaj se načrtuje, ta magnet je pomemben predvsem za ljudi, ki se jim še vedno dogaja, da so vsake toliko hospitalizirani. In je z njimi za pogled, kaj jim je ok z bolnico, kaj jim ni ok z bolnico, kaj jim je všeč zavodom, kaj jim ni. In pa predvsem malo načrtovati, ne, če bo v neki krizi, kaj storiti takrat. A on želi to bolnico ali ne želi to bolnico? Če gre v bolnico, kaj želi, da se naredi takrat za njega, da se mu kaj pripravi? Ne, ja. Mogoče, ne, komu se sporoči to, ko prije nazaj, tako. Neumeščenost, pripadnost oziroma moč in cilji. Tukaj se gre o vplivu v svojem življenju in o tem, kako dobiti še več vpliva nad njim. Nimam kaj več za povedati, tako sem čakam, da preberete, ker vidim, da berete. In nelagodne interakcije oziroma zadrege se tukaj uporablja. In tukaj se gre pa predvsem za ljudi, ki jim lahko zaupaš, kdo so te ljudje, kako se razbremeniš in tako naprej. To je pa predvsem na tem področju psihiatrije dosti pomemben modul, ki v bistvu veliko ljudi se lahko marsičemu izognemo, se pravi, marsikakšni situaciji, ki bi lahko šla narobe, izognemo, če človeku zagotovimo dovolj enega pogovora, razbremenitve in tako naprej. In tukaj se vpraša človeka, kaj ga spravi za zadrego in kaj mu pomaga, komu lahko zaupa skrivnosti in kdo mu je v oporo in tako naprej. In to je to. Tako da zdaj, dajte najprej kaj vprašati, če želite, če imate kakšno vprašanje. Zdaj bi prišli potem do izvedbenega dela načrta. Izvedbeni del načrta je, to pomeni v bistvu, ko nekako raziščemo življenjski svet uporabnika, spoznamo njegovo življenje, njegove v bistvu tudi preteklost, bom rekla, zgodovino in predvsem v smislu teh stvari, ki so pomembne za naprej, za prihodnje, je v bistvu potem sledi operacionalizacija ciljev.
Izvedbeni del je tisti del, ki je potem pomemben za oskrbo. Ne? Ta prvi del, to, kar smo, je v bistvu pač pomeni to, da človeka spoznamo in seveda, da lahko, bom rekla, sploh načrtujemo konkretne cilje, ki pa pomenijo potem oskrbo človeka pač kjerkoli, zdaj je to v zavodu ali v skupnosti ali ne. In pač izvedbeni del pomeni pač zelo konkretna konkretizacija ciljev. Ne? Tam ste videli, nekako tak bi naj izgledalo potem, da ko končamo, da potem seveda najprej pač cilje zelo na kratko jih naštejemo, potem pa pač to pomeni, da pa vsak cilj posebej v bistvu obdelamo, na kak način ga bomo izvajali. Ne? Zdaj še vedno to pomeni, kaj se včasih dogaja. Ne? Ko se mi pogovarjamo s človekom, jaz imela pač, vedno imam tako prakso, no? Da v bistvu že ko se pogovarjam s človekom o neki življenjski situaciji, se pogovarjam o tem, kaj bi pa rad v prihodnje ali novega uvedel, ali spremenil, ali pa tudi mogoče ohrano bi želel, da. Ne? In dejansko potem pač iz tega v bistvu, ker mora se nekako skladati, mora biti razvidno, da iz tega, kar pač pove nam uporabnik, ko se pogovarjamo o življenjski situaciji, da v bistvu potem pač je razvidno, da iz tega potem kreiramo cilje. Včasih se zgodi, da je neka zgodba, potem pa so cilji nekaj čisto drugega. Pa ne vemo, odkot smo jih potegnili, zgodbe nekaj čisto drugega govori, in to so lahko potem različni razlogi. Ali da nismo toliko bili pozorni, da bi iz pogovorja potem naprej se pogovarjali, kako kreirati cilje, ali da smo pač cilje dali kot neko stalno ustaljeno prakso, ki je za vse enaka, ker potem v bistvu pač ni načrt po osebni meri. To pomeni, v bistvu pač mi moramo iz tistega, in zato jaz dostikrat na tisto, če ste kaj brali v načrtih spodaj, ko so spremembe, to pomeni, da ta del se pogovarjamo o tem, kaj bi v prihodnje uvedli, ali novega, seveda pri konkretizaciji pa cilje bolj konkretiziramo. Ampak potem je iz tega zelo lahko, ker pač že razmišljamo v tej smeri, kaj pa bo v prihodnje. Načrt je v bistvu, načrt je proaktivna stvar. Načrt ni reaktivna stvar. Pač v socialnem delu smo dostikrat navajeni, da se nekaj zgodi in mi na to situacijo reagiramo. Dostikrat ne rečemo tudi, da gasimo požar. Načrt pa je ravno obratna stvar. Z načrtom pa vzpostavimo iz neke situacije, potem v bistvu vzpostavimo neko pomoč za človeka, ravno zaradi tega, da v bistvu preprečimo ali pa se čim bolj izognemo temu akcija in reakcija. Ne gasimo požara, ampak bolj če to rečemo malo v prenesenem pomenu, pač vzpostavimo neko bolj eno tako tekoče stanje, ki bo potekalo. Tisto, kar pač je važno, je tudi seveda, da še naprej sledimo uporabniški perspektivi in da so absolutno cilji uporabnikovi in seveda, to, kar sem prej rekla, odraz življenjske situacije. Zakaj to tako poudarjam? Pač je dobro, da smo res pozorni na to, ker dostikrat pač, to, kar sem delala načrte, pa tudi to, jaz sem pač dosti tudi preberem načrtov pač študentov fakultete socialno delo 3., 4. letnika, ko imajo ta predmet, in potem se dostikrat zgodi, res, da ne veš, odkot potem so cilji, se naenkrat zgodili. Tako da v bistvu res pač, tudi naprimer, še dostikrat jaz potem preletim pa pogledamo. Včasih se zgodi, da mogoče nekdo je nekaj govoril, pa nakazuje na en cilj, ampak ga potem v bistvu ne obdelamo, v bistvu ga ne pripravimo na tak način, da bi iz tega nekaj naredili, nekaj delali. To pomeni, da se zgubi,
Ne? Naprimer, ne vem, nekdo reče, ne vem, starši se pa že zelo dolgo nisem videl, pa bi rad nekaj v prihodnje, ne? Pa kar gremo mimo tega. Ne? Tako da, to in pa seveda, ne, pač, v bistvu to, kar je pač izvedbeni del, pač to res potem pomeni uresničitev nekih želja. Vsaj v tem smislu, da se to smo že prej malo govorili, ni mus, da bomo čisto vse izvedli točno takrat, ne. Lahko celo tudi kakšne stvari naredimo na zalogo. Lahko naredimo, naprimer, ta, ki je v knjigi tudi načrt. Tukaj smo včasih, naprimer, ne vemo, kje bo kdo živel, ne? Ali pa naredimo eno stvar kot na zalogo za rezervo. Naprimer, nekdo reče, jaz bi se rad vrnil domov, pa naredimo, lahko pa, da mi ne bo uspelo, smo se tako skregali, pa naredimo kot rezervo, ne vem, če ne bi šlo, ali če me starši ne bi sprejeli, bi pa poiskali eno najemniško stanovanje. Tako da v bistvu je to lahko tudi, da ne bomo rekli, da zaradi tega, zdaj nam je pa to padlo v vodo, nekdo se ne bo mogel preseliti, ker ga ne bodo sprejeli, zdaj bo pa še vedno ostal ali v zavodu, ali pa, ne vem, bo šel nekam v zavod. Ne? To smo takrat pri tem naredili enem, ko v bistvu tudi, ko je šel iz bolnišnice in bi mogel iti v Hrastovec, stanovanje je nekako tako kar uničil, predtem je šel v bolnico, 1 leto je bil potem v bolnišnici, imel je en kup dolgov na stanovanje in ni vedel, ali ga bojo zasegli, ali se bo lahko vrnil, želel si je se eno vrniti in smo naredili potem pa še tudi na zalogo rezervni cilj. Ne? Če to ne uspe, bomo pa takoj v bistvu poiskali in s tem je tudi občutil neko varnost, da ni v bistvu samo na tistem, zdaj, če bomo ta cilj speljali, da je še neka rezerva, ki jo imamo. Ne? Zdaj, tisto, kar je v izvedbenem delu ena taka zelo važna stvar in je v bistvu stvar tudi, ki pa je lahko razlog mogoče, da načrt ali da ne uspe, ali pa to, naprimer, to, kar so zdaj ovire, naprimer to mogoče, kar bojo tudi drugi koordinatorji rekli, ne vem, če ste imeli tako izkušnjo, da se je kdo hotel preseliti, pa je prišel drugi koordinator in je rekel, da se ne more preseliti, zato ker nimajo izvajalcev na terenu, ki bi mu zagotavljali podporo. Tako da v tem delu, se to bomo potem tudi na tej, kaj sem se preskočila, na tej pa še na drugem tipu razpredelnice, v bistvu to, kar je ključna stvar, je seveda, da v bistvu pač imamo potem vzpostavljene in zagotovljene tudi izvajalce, ki izvajajo. Vprašam nekoga, kaj je to normalno? Bi prav, jaz, ti svobodno povečna. Kaj, tisti nisem slišala? To vprašam, a veš, kaj je to normalno? Ja. No, ja, veš, ti svobodno povečna. A zdaj veš, kaj je to normalno? Svobodno povečna, ne? Ja. V bistvu, pač ta del, ki nam nekako, bom rekla, najbolj zaposluje, pa jaz verjamem, da vi hkrati, zaradi tega, ker v bistvu hkrati s tem, ko načrtujemo za ljudi, moramo pripravljati v bistvu različne oblike oskrbe v skupnosti in tudi v nekem smislu raziskovati pač določen teren. Ne vem, zdaj, naprimer, če se bo toliko ljudi preselilo, ne vem, v Goriško regijo, je potem dobro videti, kaj je tam, kjer stvari je treba spostaviti, kaj bojo tam ljudje rabili. Jaz sem v bistvu drugo leto, ko sem delala koordinacijo, sem z 2 študentkama, ki sta bile na praksi, pri meni smo naredili to raziskavo, hitro oceno potreb in storitev. Ravno zato potrebe vsakdanjega življenja, to, kar je prej Anže predstavljal, ker sem nekako videla, da če nimamo teh, da to je nekako najbolj, takrat smo razmišljali, kjero potrebo bi zbrali, seveda so vse zelo pomembne, ampak nekako smo, če nimamo zagotovljenih teh izvajalcev za vsakdanje življenje, je dosti večja možnost, da potem ljudje grejo v zavod in pač ne moremo z načrtom pomagati v skupnosti.
Tako da v bistvu smo to naredili, da smo potem sploh lahko zagotovili eno to osnovno kontinuirano izvajanje. Seveda pa pač ni samo to zadosti. Je zelo dobro v bistvu tudi raziskati neformalne izvajalce, potem kaj se nekje dogaja, tudi neko mrežo ali prostovoljcev ali ljudi iz skupnosti. Prosim? Mislim, da je kdo rekel, poznati dogodke, zato ker, to sem jaz dostikrat rekla, ko smo nekako potem spostavili te formalne izvajalce, kaj se nam je potem pokazalo, da to postane potem zelo hitro ena formalna služba. Ljudje pa smo ljudje skupnosti, če imamo hkrati in živimo polno življenje, če imamo še nekaj ljudi, ki gremo z njimi lahko v kino, ki lahko gremo z njimi na pijačo, ki lahko pokličemo še nekoga, ali pa da vemo, da nekdo pride tak na obisk, tudi popoldan ali čez vikend. Tako da je treba in je dobro tudi te stvari v določenem lokalnem okolju, bom rekla tako, se povezati, splesti mrežo in jih tudi v načrte, bom rekla, vključevati zraven. Zdaj, meni je v bistvu tukaj v izvedbenem delu, ko v bistvu bom rekla, ko konkretiziramo cilje, je to, kar sem že prej rekla, je, da lahko že določene stvari preverimo, je kaj izvedljivo ali ni izvedljivo in potem to damo, lahko naprimer se že z nekom dogovorimo in spostavimo en stik, pa da vidimo, pa da ga tudi ta uporabnik spozna, ker včasih tudi ljudje potem ne vejo, kako bo to izgledalo. To, kar je na začetku Barbara govorila, če se pogovarjamo, boste imeli pomoč na domu, to si ljudje ne predstavljajo. Vem, da so me včasih vprašali, enkrat vem, ko smo šli z eno delavko iz enega centra na teren in je bila v bistvu mama, ki je rabila pomoč, pa 2 sinova, oba sta imela težave v duševnem zdravju. No in potem je rekla, kaj bi vi imeli pomoč na domu? In je ta mama rekla, seveda ne, jaz nič ne rabim. Pa so vsi trije zelo dosti rabili. Tako da je seveda tu se pogovarjamo potem, ne vem, konkretno v bistvu, bi vam prišel nekdo skuhat lahko, vam lahko pripelje iz trgovine ali pa vas odpelje do trgovine. To pomeni konkretizacija ciljev. To zdaj že usiljevanje vaših ciljev njim, če pa to ni. Ne, jaz hočem to drugo povedati, da v bistvu dostikrat zapademo v to, mene potem vprašajo, kot človeka, samo malo da razložim, v bistvu, človek ali pa tudi mi si ne predstavljamo, kaj se to pomeni. V redu, pomoč na domu vemo, da je neki taki socialno-varstveni žargon, ker je to ime za neko storitev. Zdaj pa, če se pogovarjamo pa o tem, da nekdo naprimer ne more priti do trgovine, da je tam daleč, da ne more več hoditi ali pa iti do avtobusa, in da bo rabo v bistvu, da mu nekdo ali pripelje ali pride do njega pa ga zapelje do trgovine, da imamo za to ljudi, naprimer, ki lahko pridejo, potem si v bistvu človek to že drugače predstavlja. Mene dostikrat... Recimo, jaz bi živela doma. Ja. Da je 24 ur modrna neka pomoč, da se zmena na tno samurna, da je lahko prošli. Ne vem, kako bi si moja hči želela, da tam sred noči hodijo kmet. To nam ni izvedljivo problem. To je že, ne vem kaj, to se bi mi zdelo zelo moteče, da tudi v njeno življenje posegajo. V takih primerih se majči ne bi strinjala s tako. Zdaj drugačna rešitev, ne točno takšna. Vse to je treba ravno potem v bistvu premisliti, pogledati, zdaj ali res rabite 24 ur, ali rabite to, da hodijo tudi po noči k vam, ali rabite čez dan toliko in toliko ur, to je ravno tisto, kar v bistvu je potem izvedba.
Kaj pa zdaj? Zakaj se pa ne premakne zdaj? Ne, a ja to? Aha. Ja, ne, to v bistvu v razpredelnici, ki je financirana, je še bolj podrobno opredeljeno, ne, ampak vsekakor je, to pomeni, katero storitev, v kakšnem obsegu ur, koliko časa, ne, kdo bo izvajal, seveda čas, začetek, konec, kdaj in seveda pač potem tudi koliko to stane, ne. To v bistvu pač pomeni izvedbo, ne. Zdaj vseeno prej sem še hotela tukaj nekaj reči in sicer, ne, kaj je ta zadnja alineja je zelo važna, ne. To pomeni to, da ima uporabnik, človek, ki v bistvu bo prejemal, ne, v bistvu pač neke storitve, da ga tudi slišimo, poslušamo in da ima neko možnost tudi pri izbiri izvajalcev. Ne? Zdaj pač vemo, seveda, ne, pač, ne, neki obseg imamo ljudi, zato je tudi toliko važno, da v bistvu pač še tudi v načrt in v izvajanje načrta, bom rekla, pritegnemo zraven še nekaj ljudi, ki so, naprimer, da rečem, to, da si jih uporabnik izbere. Tudi če rečemo, da imamo pač ta krog ljudi, ki so redno zaposleni, ki bodo izvajali določene stvari, ne, ampak vseeno pač je dobro, da naprimer, ne, zelo dobrodošli so bili kakšni študenti v izvajanju načrta, potem zelo dobrodošli so potem tudi kakšni, ne vem, dobri prijatelji, lahko tudi sorodniki, potem naprimer kakšni ljudje iz skupnosti, ne. Predvsem pa to, da rečemo, ne, ali pa tudi včasih pač nekdo, ne, v bistvu nekoga spozna in reče, jaz pa bi rad, da bi ta pa pri meni neke določene stvari, ne, v bistvu naredil, ali pa da bi, ne vem, naprimer za kako družabništvo, za kakšne stike, za kako preživljanje prostega časa, to, kar je pri vsakdanjem življenju, ne, je dobro, da tudi navežemo neke neformalne stike in odnose in da v bistvu, ker vemo pač, ne, to so pač drugačni odnosi, kot če nekdo, ne, pač po službenim, v bistvu, bom rekla, plati gre, čeprav tudi, če imamo in lahko dostikrat tudi mogoče kakšne, naprimer, te napetosti ali pa konflikte razbremenijo, ki pride do, ne, če še nekdo drug zraven. Tako da temu je res zelo dobro slediti, to hočem zaradi tega reči, ker dostikrat potem službe, pa tudi organizacije, od nevladnih organizacij in to v skupnosti se zelo držijo, ne, mi imamo te in te zaposlene, mi imamo te in te ljudi, ki delajo in potem v bistvu pač kar nočejo nekoga, ki je zunanji, zraven sprejet, ne. Jaz vem, ko je bila ena uporabnica v stanovanjski skupini in smo v načrtu ugotovili, da bi bilo zelo dobro, da bi imela še kakšno prostovoljko, da bi šla kdaj z njo ven ali pa naprimer na kaki dogodek, naprimer, ker kljub temu, da je bila tam, je bila na nek način osamljena, pa nič kaj se ji ni dogajalo v življenju. Ne? In potem smo imeli v bistvu zelo veliko težavo, ali če ni to njihova prostovoljka iz te organizacije, ali lahko v bistvu sploh pride k njim v stanovanjsko skupino, ali se bo lahko družila z njo, ali bo nekako v bistvu pač, ne, tudi kot izvajalka v načrtu, ne, tako da tukaj je treba, ne, Je pa to zelo pomembno, recimo pri družinah, kjer je nekdo, kjer so starši otrok, bom rekla, niso tako vešči vzgoje tega, ne, lahko pa po čustvih, to se pravi psihično, ne, pa pridejo prostovoljne, to je zelo dobrodošlo. Da pomagajo družini z nasveti, z prakso in uvajajo delo, otroke zaposlijo, staršem omogočajo uporabo tega in tega, so za te noči.
kuhati, prati, čipati, na mašino recimo, na litera to nauči. To je v takih primerih koristno, to je prekomerna kot glasba. Je to koristno, pa je važno tudi, da so pozorni na to in da greš lahko ti po tako pomoč. To je zelo dobrodošlo. Ja, to je res, ja. Včasih zelo tega, Ja, ne. Tudi nekdo v bistvu, ki tako pride, lahko dosti krat tudi mogoče razbremeni ali kakšne napetosti ali ne, pač čisto tako v bistvu, ne, niti ne namensko prispeva k izboljšanju, na primer, odnosov ali pa, ne. Dosti krat potem, če so svojci, se počutijo zelo obremenjene in če nekdo še zunaj v bistvu pa tudi ni ta stalna, da si 24 ur za nekoga vpet, ne. Tako da pač lahko... je zelo dobrodošla taka Ja. pomoč, je lahko to organizirano, ker se mi zdi včasih ni bilo tega. To je različno. Ja. Ena stvar, ki je zelo dobrodošla, to sem tudi jaz preizkušala, pa mislim, da še bo to posebej, tudi v posebnem sklopu, je na primer vrstniška, ne, uporabniška pomoč. To pomeni uporabniki kot izvajalci določenih storitev. Ne, s tem se ljudje okrepijo in zelo dobro je pač delati tudi na tej vzajemni pomoči in solidarnosti. Ne. Ker vse vemo, dosti krat so ljudje tudi, ko so v instituciji, so en do drugega si na nek način tudi ne, konkurenti, rivali, ne. Potem, ko pa v bistvu si pač v... To se mi ti ugaslo, že predobro povem. Ful se mi zdi, da je ful glasno. Da odmeva, ja, da se verjetno zelo glasno. A ja, zdaj pa premalo. Aha, okej. Kaj ste je tiho ali? A damo pa lepo mesto, da ja, ne vem, to sem jaz po feelingu, se mi zdi, da smo ful glasni. Pravite zdaj. Simona, boš probati nekaj zdaj. Ja, boljše, ne? Ravno vmes, ja. Ja, zdaj v izvedbenem načrtu, zdaj tisto, kar je na kratko opišemo, na kak način bi naj potekalo izvajanje, ni potrebno, da prepisujemo zelo na dolgo nekaj, kar smo že v življenjskem svetu opisali, ampak predvsem je to, da vemo, na kak način operacionalizirati cilj. Ne? In pa potem zdaj verjetno predvidevam, da bo večina načrtov ne, po tej razpredelnici, ko so tudi ure obračunane, verjetno zaradi tega, ker bo verjetno potem tudi plačilo in financiranje potekalo na tak način, ne, in da bodo tudi v bistvu pač, da bojo potem po storitvah, ne, da boste imeli pač urejene ali z nekim pravilnikom ali nekak storitve in potem v bistvu ne, bo potem pač potekalo izvedba. Ne. Tam večina načrtov je na tak način, tudi kot smo jih, ne, teh, ki smo jih brali, ker so tukaj gre v glavnem za financiranje, tudi načrte. Ne. Zdaj, zelo dosti časa nimam več, ne, ja, ne, tako da tu sem, ne, naprimer, kjere storitve so take ključne, ja, ne, od pomoč pri gospodinjskih opravilih jih zelo dosti rabi podavati, ne, različne oblike, ne, potem družabništvo, spremstvo, svetovanje, pomoč v kriznih situacijah, timsko delo, ne, potem seveda mora biti količina v kakšnem številu določene, ne, ali potekajo redno, kontinuirano, ali je to samo kot neka enkratna storitev, kdo so izvajalci, cena in potem obdobje. Ne. Ja, to so ene take pasti, ki so, jaz upam, da boste vi že to od začetka v bistvu toliko pripravili, ne, tu je že toliko izkušenj, toliko dobrih evalvacij narejenih, kaj so tiste slabosti, če v bistvu zakaj ne moremo dobro kreirati ciljev, ne. Takrat, ko v bistvu postavimo, ne, vemo, da izvajanje zdaj na terenu je preko socialno-varstvenih programov, tako stojim, da je preko socialno-varstvenih programov in kaj v bistvu se je v teh programih zgodilo, ne. Pravila, okviri programa so prerasli potrebe ljudi.
Ne? In potem je v bistvu omogočanje tega, da nekdo lahko pride do izvajalcev ali pa do izvajanja, naprimer, nekega programa, če se tako izrazim v tem žargonu, ni pogojeno z osebnim načrtom, ampak s tem v bistvu kaj so možnosti, koliko lahko dobi, koliko ne more, kaj določen program izvaja, če nekaj drugega potem ne. In to je v bistvu ena taka slabost, naprimer, ki ovira, da bi lahko načrt izvedli, v bistvu tako, kot v bistvu bi bilo dobro in potrebno za človeka, ki rabi oskrbo. Tako da temu se je dobro že vnaprej izogniti. Ali pa naprimer to, se o tem je že Brandon pred 20 leti pisal, da ne smemo temu slediti, to, kar imamo kot na meniju, ponudbo. Mi to dostikrat rečejo, če se pogovarjamo, pa verjetno ste imeli to izkušnjo, mi to nudimo, zdaj pa če paše tukaj notri, potem še lahko, če pa nekdo ne paše v to ponudbo, potem pa ga ne moremo sprejeti. Potem v bistvu načrta ne moremo spraviti v izvedbo, tako kot je. In v bistvu je nekih tudi velikokrat ustvarjanje res čisto tudi nekih novih odgovorov in pa seveda da se in je možno, če so vsi smo pripravljeni, da k temu pristopimo in to izpeljemo, potem je to zagotovo možno in izvedljivo. Potem ni ovir. Zdaj, če pa pa tisto, kar je ena zelo važna stvar, je, da poleg naprimer tega, kar naprimer boste kot zavod izvajali, ali pa tudi, če neka služba v skupnosti izvaja, da v bistvu čim bolj poskušate tudi cilje kreirati, sploh to, kar se tiče družabništva, tudi kdaj vsakdanjih stvari, potem naprimer prostega časa na način v bistvu vključevanja v neke običajne dogodke. Tam, ko vsi hodimo, da naprimer ne planiramo v nekem dnevnem centru ali pa v zavodu, ogled naprimer gledališke predstave, ampak gremo v gledališče. Ko sta ta par prišla, ki sta se potem poročila, da sta se en za drugim preselila, najprej ona, 1 leto zatem še on, je v bistvu, in ko so snemali film, je on še bil tam in je bil nekak v pripravah preselitve, takoj sta rekla oba, da je v bistvu postal čisto drug človek, da je postal v bistvu razbremenjen, da prej je bil bistveno bolj napet, in tak, da zdaj pa se mu vidi, da je bistveno bolj razbremenjen, da v bistvu sproščen, tak tudi v odnosih in v stikih, tako da to vseeno v bistvu dela neko to v bistvu življenje v skupnosti, tudi to, on je sicer rad zelo dosti doma, je taki bolj zapečkar, ona je bolj, v bistvu ima in rabi ogromno stikov, ker tudi zelo rada govori in tak, in se pogovarja, ampak vseeno, postane človek, naprimer, on je tisti, ki hodi pa po kosila tam v bližnjo gostilno, oziroma malco si vzameta, med tednom dopoldan. In eni ti vsakdanji stiki, to, da on pride do kelnarja, da oni njega po imenu poznajo, da tam prevzame kosilo, vse te stvari v bistvu ga in naredijo nekega človeškega, ki se zna tudi nekako dogovarjati, usklajevati in pa hkrati tudi s tem dobiva neko krog mrežo ljudi, kam pride in da ljudje poznajo. Tako da v bistvu ni vse, ravno zato moramo res slediti temu, res da moramo paziti, da v bistvu izvajanje ne postane čisto kot v instituciji in hkrati nekako nabirati en tak krog, v bistvu ne zelo umetno, vse to je to, če greš nekom ven, če nekoga povabiš, nekam pridejo še drugi ljudje zraven, navežeš stike in potem so se kar tudi začeli en drugega tudi povabiti, kdaj na kosilo ali na, da grejo skupaj ven, ali se poklicati in v bistvu se tudi ta širi, neformalni krog. Se pride kdaj tudi do prepirov, skrati tega pa do nekih prekinitev zvez, ampak vseeno tudi to je izkušnja potem, se pobotati, se znati opravičiti, pogledati skozi, v bistvu kaj se je dogajalo. Bravo, bravo, evo.
strinja. Zdaj, ključne delavce smo mi dejansko že uvajali, sicer sem malo prav pogledala, 2008 in 2009 smo imeli mi ena izobraževanja, takrat smo par strokovnih delavk in sodelavk, dejansko socialni delavci ste že imeli. Ja, socialni delavci ste že imeli ta individualno načrtovanje, ker do tedaj smo imeli mi neke vrste program rehabilitacije, resocializacije, smo rekli. Tako se je tim skupaj dobil in smo se pogovarjali o stanovalcu, žal takrat še mi. Potem, kasneje smo ugotovili, da je prav, da je stanovalec zraven in hkrati je bilo takrat se v zakonu tudi individualni načrt je postalo naša obveza in smo teh pač rekli smo, da normalno, da socialna delavka ne more sama narediti načrt za celo hišo, za 150 ljudi, 170. In zato je nekaj nas šlo izobraziti za ta individualni načrt narediti. Hkrati smo, delali smo pri gospe Škrjančevi na FSD in hkrati smo to gospo povabili tudi pol v hišo, da nam je v večji skupini zaposlenih, kar veliko nas je bilo, pojasnila temeljne te koncepte v zvezi s kaj je načrt, kako se, zakaj se tu počne sploh, na kakšen način in hkrati tudi o ključnem delavcu. In takrat smo začeli mi te načrte, načrtovalec recimo je naredil stanovalcem načrt, potem smo se zbrali na timu, tam je bila tudi predstavitev načrta v skladu z dogovorom pred stanovalcem na timu in takrat si je pol stanovalec izbral ključnega delavca. K temu ga je moral že načrtovalec malo prej predočiti in se z njim pogovoriti, mu pojasniti kaj in kako je. Seveda so morali nekako tudi ta ključni delavec strinjati. Gotovili smo, da je kar veliko ljudi istih, oziroma nekaj zaposlenih je postavilo tistih ključnih delavcev za precejšnje število stanovalcev, ki bi želeli. Tako da smo pa, ko se rekel, že prej, ne moreš ti imeti zdaj 15 ljudi in smo rekli, da bi bilo fajn, da je 2, 3, tako. Nekako se je kar nekaj primlo, oblikovali smo jim ta obrazec, še zdaj se mi zdi fajn ta izraz sopotništvo, takrat smo pol, ker smo rekli nekaj, da ima ta ključni delavec v rokah, da zapisuje, da vodi neke stvari, da sledi tem ciljem, ki so bili dogovorjeni in zapisuje tudi korake, kako pride do tega cilja. Zdaj tako, zakaj nekaj se je obdržalo celo do današnjih dni, rekla, več sigurno Urša in vi, ki ste bili v bivalnih, verjetno je bilo dosti bolj tu teklo, kot tle v zavodu. Ne vem, tle zdaj so neke pasti, ki so, naprimer, da ključni delavec prevzame naloge tudi izvajalcu, izvajanja, da se potem nekako vse razume, da je ta ključni delavec dolžan narediti za stanovalca. Pol je tu, da se menjavali timi, ko si prevzel neko drugo vlogo za druge stanovalce na drugem timu, je tisti, s kateremu si bil ključni delavec, si je postavil druge in je dobil druge zaposlene okoli sebe, ker nekatere se je dnevno obračal in dobil tudi storitve pač ugodene, kakorkoli. Zdaj, iniciativnost je tudi tukaj pomembna, Zdaj, mi smo prej slišali, da je tu pravica, se strinjam, Zdaj, za stanovalce je tu pravica, za nas je tu neka dolžnost, profesionalna, in smo dolžni tudi manj podrezati, ker včasih stanovalec ni enako, ne pride sam, ne išče sam, ali pa morda je zadovoljen s tistom, ali pa pač postane zadovoljen, kar dobi. Ne vem, verjetno bi še s kolegice povedala še marsikaj o tem, kaj se je pol dogajalo še. Skratka, tu ostaja, tu nismo, da bi rekli enkrat, da se ukinja, tu je in mislim, da so neke zasnove za nadaljevati. Zdaj razumemo tle kot koordinator, bil ta v skupnosti in tukaj v tej vlogi ključni delavec nekako v podobni vlogi, ki prevzema, ki sledi temu, kar je dogovorjeno. Jaz sem spet izbrala Helena. No, fajn. Ja, Milka, hvala, da ste omenila. Helena je ena teh, ki ima dejansko tudi tle v hiši še vedno stanovalce, ki jim je takrat se zmenili, da bo ključna delavka in še zmeraj to teče. Zadnje sem govorila. No, lepo. In tudi v problematiki,
tudi ključni delavec je postane, recimo mi smo imeli še Viljo v Pravljici, ki je bila ključna delavka za eno stanovalko, ki so res dobila en fajn stik in je bilo zelo fajn. Ni treba, da je tu strokovni delavec ali ne vem, ne.